videli smo posnetek starega tovornega vlaka. Verjetno vas ti posnetki na nekaj spominjajo. Ja, spomini so nelepi iz tistih časov, ampak me spominja na to, ko so nas Nemci vagonirali v Zagraju, Sagrado, v Italiji, ko so nas odpeljali v internacijo v Nemčijo leta 1944. 15. februarja. To se pravi, 15. februar je tudi neke vrste spominski dan, lahko bi rekli tudi črn dan za prebivalce Riefenberga, takratnega Komna in pa okoliških vasi. Zakaj? Ja, ta dan je res bil črn dan in usoda je tako hotela, da pač so prišli Nemci zjutraj pred tem že čez Komen sem, verjetno so poprej že Komen obkolili in pa so prišli dol v Riefenberg in so spet obkolili še pri temi celo dolino. In so nas potem, torej so hodili po vaseh, zaselkih in so veleli vsem, naj se tako javimo tam. Tam je bila fašistična postojanka, kamor je zdaj približno tovarna pohištva bila tam, no zdaj ni več. In se moramo tam javiti takoj 20 po uri, 20 minutah po uri in no, z seboj ne vzemimo vse, samo najnujnejše za 2 dni, 3 dni. In tako smo se zjutraj odpravili, še spustili ven, pustili vse doma in odkorakali na to zborno žalostno mesto. No, in tam smo rekli, so vas odpeljali v železniško postajo v Zagraj. Ja, najprej so nas peljali s kamioni v Komen, tam torej smo šli dol spet in potem popoldne pod noč, spet na kamiona in v Zagraj čez Nabrežino in dol v Zagraj na železniško postajo in tam na vagona, je bila že noč, no, in potem so to pozaprli in vlak je potegnil proti Brennerju in gor proti Nemčiji. No, vam se je morda sanjalo, kam greste, ali je bila to čista neznanka? Nič ni vedel nobeden, nekako, kako bi rekel, vse je bilo to iznenada, se je pričakovalo nekaj, da mora se nekaj zgoditi po tistem napadu, ki je bil 13 dni poprej, v Dovcah, v Dolu, gor med Komen in Riefenbergom. Nekaj je veselo v zraku tega, ampak da bo pa tako hudo, kot je potem nastalo, si človek ne bo niti misliti, niti predstavljati. In koliko je bilo vseh skupaj ljudi interniranih? Ja, interniranih naš, torej tisti dan, približno je bilo tako, mislim, da nas tam zrešil, približno 1300 ljudi. Riefenberg, cela dolina, Tomačevica, Malidov, del Škrbina tudi, Polhorjansko in tam tiste okoliške vasi. No, in potovanje na tem tovornem vlaku, verjetno brez kurjava, brez hrane, brez sanitarij, je trajalo koliko časa? Ja, 2 noči in 2 dni, torej, no, ja. Tako da drugi dan smo prišli zjutraj, je bila še tam, smo bili v Beljaku in tam se res kuhali, torej so bili taki kotli veliki, kot na, kako bi rekel, kot na Alfa, rečemo mi, so tam kuhali, no, ne polento, ampak nekaj takega. Tako da so tam odprli vagona in so ljudem kričali, ne rej dol, da se bojo vzeli za jesti, ampak ni bilo niti, kar je bilo tisto, se niso ljudje imeli kam deti, kdo je to, ja. In pa so, če je dobo, kaj je dobo, če ne ni bilo nič in se pozaprli in potem je vlak potegnil spet naprej. No in vaša končna postaja je bil Neumarkt. Naša končna postaja je bila torej naslednji dan poli, Neumarkt, spet je bila, tam smo prišli tja zjutraj. Vlak je čakal kar precej na postaji, precej časa, je zasnežilo, tisti dan je bilo približno 30-40 cm snega. No in ko se je zdanilo, so prišli spet vojaki in odpirali vagona. Še zdaj vidim, ker smo bili 50-60 vagonov, ne. Še zdaj vidim, kako je šel tisti puh, ki je bilo zunaj, je bilo mresno, te toplo, pa je šel tako ven, je valovilo ven, ne. In potem so kričali raus, raus, ven, vse dol. In smo poskakali in popadali v sneh, ko je kdo upal, no. In tam se je nabrala ena povorka taka, žalostna, kot na procesije, in so nas peljali, približno je bilo 2 do 3 kilometra peš, dokler je bil ta lager tam, ne, ja. No, rekli ste, potovanje je trajalo dobra 2 dni in 2 noči.
Recimo v tem času, kaj ste počeli na vagonih? Včasih so ljudje Ja, so se zbirali, so, ne vem, jokali, molili, prepevali, kaj je bilo? torej tako je bilo, kot si ti napovedal, že bolj je bilo strah, mrez je bilo noter, vsak je imel nekaj s seboj, kakšna oblačila, da se je fajn oblekel, če se je doma, ne. In taka plahta smo imeli, neka cula. In tam smo se stiskali skupaj, pa smo molili in prepevali in jokali in čakali tu negotovost, kam gremo, kam nas pelje, kaj bo z nami, tako. Je drgnil, ko rečemo, ne, ja, in šel, torej, do je Marta. No, se morda spomnite, recimo, kaj ste prepevali takrat? Oziroma, kakšne Ja, molitve takrat ste smo prepevali nabožna in prošnja pesmi, ne, ja. Tako da je bilo, tako vzdušje je pač bilo, ne, To kakršno je je bila bilo, neka ne. vrsta duhovna tolažba. Ja, duhovna tolažba in torej se tudi tako je, ne, saj smo znali poprej peti, ne toliko pesmi kot danes, ne, ampak taka pesmi spet se bila nekako, vidim, prilego jedan takemu žalostnemu popotovanju, no, ja. Marija, pomagaj nam, vojskin je čas, na tebe ozira se vsak izmed nas. Marija, vse ljudstvo je či, Marija, pomagaj nam ti. Marija, pomagaj se k tebi hiti, ti dom zapustili na tuje smo šli. Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti. Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti. Prvi cilj potovanja je bilo zbirno taborišče, ker ste dejansko postali neka vrsta delovna sila za potrebe Nemčije. Ja, torej teh taborišč Nemčije je bilo kar precej, ne, tako sproti štraflagerjev, kazenskih lagerjev, pa delovskih lagerjev. To je pa ena vrsta prehodni lager, kjer so zbirali tudi iz drugih lagerjev delovno silo, da so pa tam združili dosti ljudi in so hodili z celo Nemčijo potem nekako kot kupovati nas ljudi, da so delali pač po kmetijah, ne, po posestvah velikih,
tudi tovarna se je šla v tam in tako, posamično, cele družine in tako. In mi smo imeli eno srečo tako, da je nas zbral, verjetno je v tem, kažem, delevodje, v tem kloštru v Metenu, tam so bila Bernardinka, Bernardinci, to je velika stvar bila takrat. In pač smo prišli pod njih okrilje tja, in tako da je prišel tja vlagar, se je zbral in mi smo bili nekako podobni. In je tam dal, mislim, komando, ne vem kom, da vzame nas. In potem, drugih dan je prišel spet, se nam podelili tam nekaj dokumentov in smo šli z njim na vlak in potem z vlakom na 70-80 km še proti češki meji v Meten. No in še od tam potem smo šli še pješ gor na Finzing. In tudi tle gor smo šli. Se pravi, tudi tu je bilo potovanje? Ja, večno potovanje, ja. In najprej so nas v Degendorfu so nas peljali verjetno na Arbeitsamt, na delovsko komando, na delovski urad, so nas poslikali in popisali in smo morali s prstami dokazati, da smo in tako. No in potem smo prišli res gor na ta Finzing, ne, in gor so nas namestili v eno hišo, ki so bila že 3 družina delovska noter, ampak so bili sami Nemci. Tako da mi smo bili sami v tisti hiši, sami mi smo bili Auslendarji. Spravi, za vas je bilo to neka vrsta olajšava, da ste šli izven taborišča v delovno skupino? Ja, seveda je bila velika olajšava in tudi, kako bi rekel, ena taka sreča opoteča je bila, da smo prišli pod ta ljudi tam, torej, čez par dni spet je prišel ta človek gor in je rekel, tato ne režnim, in mu je dal enega konja in so naložili gor krompir, pa malo drvi in na 2 stari posli, ne vem, kje tam, ne vem odkud, spet iz ena druga klojštra, ko rečemo, no, in to pripelo tata gor domov in smo imeli tam 2 prostora in tam smo se pač, en star štedelnik je bil noter, ena velika miza, se spomnim, brez stolic, brez nič. In tam smo bili pač noter in tako pač je ta zadeva začela, ne. In posta tata in mama, malo pol sta morala delati na posestvu, no in sta delala, no. Mislim, pa sta delala tam do konca, tako je bila osvoboditev do 13. maja, 14. maja, nekaj takega, so prišli Amerikani, no. No, to neke vrste družabno življenje je vseeno obstajalo, čeprav so bile to vojne razmere, verjetno težko delo je bilo treba opravljati, vendar neka družabno življenje je obstajalo med vami, med temi vašimi, če rečemo tako, delodajalci, karkoli že. Ja, torej tako, niti ne med delodajalci, ampak z vaščani, tam s tista vasica Finzing, ne, z vaščani smo se ujeli malo, tam so bili sami katoliki in mi smo pač tudi, mama nas je tako učila in taki smo bili in smo začeli hoditi k maši in tako smo se družili in tako in nekako smo mi sprejeli njih in oni nas, tako nekako. Tako da, mislim, ni bilo v tem pogledu, moram reči, kar lepo, no, tako da, kar sem bil lansko leto, sem šel gor na obisk, drugič zdaj že, tako da smo bili tudi zdaj po tolikih letah, po 66 letah, smo bili tam gor, sem bil tam gor, tako da v pol uri smo bili spet na vasi, tam vasi ni več, je čisto novo vse, ne, ampak v pol uri so bili taki takrat ljudje stari kot jaz, otroci in to, pa sem začel praviti, kdo sem in to, ne, pa jih je takoj, nas je dobilo 15 takih, ne, pa smo pravili, kaj, kako je bilo in tako. In tako je bilo, no, tako, kako bi rekel, lep taki, vaški, domač odnos, no, tako ja. Medtem ko do drugih, do Rusov, do Polakov, do Čehov še, Ukrajincev, Belorusov, Mađarov, teh Bolgarov, Romunov, to je bilo, se jih sovraži, da je bilo rozano, ja. No, tako smo se tako upleli v to in tako nekako smo živeli z njimi, oni z nami. No, takrat celotno to potovanje, že rečemo tako, oziroma to bivanje v internaciji, je bil ob vas tudi takratni duhovnik iz Komna, se pravi Viktor Kos. In pravzaprav njegova vloga že tukaj v Komnu, če rečemo tako, med potovanja in potem tudi na teh zbirnih taboriščih.
Ja, to je bil dekan Viktor Kos, ne, doma je bil tle gor iz Baška Rapa. Je bil takrat v Komnu, je bil že precej let, okoli 30 let je bil že tam. In ta človek je delal čudeži tam gor, torej je ostal v tem zbirnem taborišču, on in kaplan Mirko Renner. Renner je bil doma iz Štjaka. Ja. In sta ostala tam in sta pomagala tem ljudem, tam so rekli, to je Mlaharov, dajmo reči, je bilo kot ena ambulanta, lazarec so rekli, ne. Pa ni bilo nič samo mleko, so dobili te ljudje, ki so čakali smrt tam, ne, dodatek še, ne, drugega ni bilo, ne. No in ta Viktor Kos se je takoj vplel tam v to in pomoč in to, je navezal stika tudi s takratnim Firnlaharjem, je bil en človek taki, zdaj smo dognali, z raziskovanji, da je bil SS, ampak je bil SS pač, ki je mogel biti. Drugače je bil zelo, zelo dostopen, če so bili tudi pač ljudje z njim ureden, tako ne, je kar toleriral marsikaj, tako da je ta Viktor Kos, dekan komenski, dobil se rekli takrat Ausweis, da je lahko šel ven, kadar je hotel. In ko je hodil ven, seveda je hodil ven, nikoli ne prišel prazen, ali je prinesel krompir, ali kakšno zdravilo, ali kruh, ali karkoli. Ko je šel ven, pa je bilo neka izboljšava, nek dodatek za te ljudi. Ne. Tako da, torej je znal delati čudeže, no vam povem. In potem se je vplel pa še s takratnim dekanom iz Neumarkta, zdaj nažalost je že umrl. In ta dekan je imel 2 sestri, in tako da vsi skupaj so delali na tem, da so tem ljudem, tam, ki so ostali noter, pomagali in tako. Ja, torej tudi ta dekan, naš Viktor Kos, je začel naše ljudi pokopavati kulturno, ne, poprej so bila jama taka velika skopana in so to kar, je bila jama skopana, pa so ono kopali drugo, pa kar zasipali, ne, in tako. Torej ta, kar je naših ljudi, tam so potem kulturno pokopani, v krstah so bili, ja, so tudi križi so bili gor, imel slike, vse od tega, tudi spisek je vodil knjig umrlih in tako da torej tako je, no, tudi dekan iz Neumarkta je videl pač, da je ta človek, da ima kulturo lepo vse, je znal perfektno nemško, francosko in angleško, tako da je lahko kontaktiral s vsemi ljudmi, ja. In tako je pa zašel večkrat tudi k tem Bernardincam, kamor smo mi bili v Metenu, tako da je tudi tja potoval z vlakom in tudi tam so mu dali marsikaj za ljudi taka pač, kaj niso bili nobenega, ne. No, verjetno so se razmere stopnjevale z odrazom iz bojišč, če rečemo tako, se pravi, Nemčija je bila najprej dobro stoječe, kasneje je bilo vedno ja, to se je zelo odražalo tudi na tem, ne. Ker smo prišli mi če gor, torej je bilo 44, da si še dolgo oceja, no. Mama in tata sta dobila živilske nakaznice, je bilo oceja, pa je tudi tobak, ki te pod Italijo ni bilo, ne, ja. In tako, potem je pa stopnjevalo to močno, se je videlo močno. Tako da pod nazadnje nista dobila več živilskih nakaznic, pa mogoče ja, kaj da so jim plačali, pa nič. Se dali pa krompir in drva in tako tata si je lahko naredil v njihovih gozdovih in tako. In tako, torej, tam so zahajali naši Rihemberčani, pa tam so z Istve so hodili 4, potem Komanci nekateri, z Vrhnika je hodil eden, ki je bil že prej gor. In tako da pri nas, torej, smo se dobili pri nas v tistem prostoru 2 naših in mama je spekla po eno kastrulo, 2 kastruli krompirje, spekla še kruh in smo hodili po pivu, če v hostilno, ne. Takrat je bila piva gor zastonj, ne, vsak je prinesel kakšno marko in jaz in sestra in brat smo hodili po pivu s skotlom, ja. Tako da, tisto je bilo res zastonj, no, gor niso bili tega ven, toliko pitne vina ni bilo, no in tako, pa smo pili tam, tako, po svoje štima in čakali, kdaj bomo šli domov. Čakali ste na potovanje domov, se pravi, danes smo rekli, se bomo nekako omejili bolj na potovanja, pričakovanje potovanja domov, kako je to, se pravi, ko so zavezniki nekako dokončevali to vojaško operacijo v Nemčiji, takrat ste bili že nekako prepričani, da se boste vrnili domov, kako je bilo takrat?
Ja, prvi stik z Amerikanci, prav v naši vrsti, v naši hiši, smo čakali, so pravili, tam gre Amerikanci, gre polni cesti, polni dolini, pa te, pa to. Ne vem, koliko dni je to bilo, pol en dan, ko pride prav mimo naše hiši. Je prišel en džip, ko smo mu rekli poli, so imeli strojnico, en šofer je vozil in eden je spal. Noter in so šli skozi vas. In to je prvi stik, ki smo videli Amerikanca. No? Predtem pa je bilo od Nemcev ta polomljena armada, ne? To je potovalo in potovalo, dneve in dneve, što, ja. In predvsem pa dol, še prej so prišli te Amerikanci dol, so pa potovali civili, ne? En z vozom, en s konemi, en z avtami, en peš, ne? So šlezi dol, so bežali pa pred Rusi, ne? To je te noči, dan in noč, to je šlo, kar se cesta žegla, vse je bežalo pred njimi. No in tako pa mi smo bili tam doma, Nemci, torej vojaštvo, še kar je bilo prej, so se umihali, sažali drevje na ceste, metali mostovo v zrak. In tako, no in pa smo dočakali res, da so prišli Amerikani. No in potem so delili pa plakata povsod, po vseh križiščih, kar je bilo. In po vseh vidnih mestih taka velika plakata, da vsi tega, ko smo bili mi. Ausländari so nam rekli, ne, da ne se javimo na najbližji vojaški amerikanski postaji, komandi, ne, in da ne sme noben hoditi peš po cestah, ki je zelo nevarno, ne. So še skrivaj Nemci, je pisalo gor in tako. In če kdo ne upa, ne pa kdo drugi prije poveda, da bi jeska, tako da bomo tam strnjeni vsi skupaj in se pripravili za na pot domov. Tiha luna, jasno sije, duh moj misli na moj dom. Zanga srce strastno bije, Bog ve kdaj ga videl bom. Meso hribi in doline, šumenje bistrih rek. Daleč, daleč so planine, daleč Save je iztek. Srečna zemlja mi domača, drag mi na te je spomin. K tebi srce se obrača, sred težav in bolečin. Sred radosti in veselja, ko se luna mi blešči. Biti meni je srčna želja, v krilu tvojem slednje dni. Biti meni je srčna želja, v krilu tvojem slednje dni. Spravi, to verjetno je bila želja vsa ta leta pod domov, čeprav Ja, se vede, velika želja je da bila, ja. prihajate v praktično razrušeno domova. Ja, lik tako je bilo, ja. Seveda želja, še kakšna želja. Potem, ko smo bili tam v Laharju, ne, v Deggendorfu, ne, je Viktor Kosta organiziral tam pri Amerikancah, oni so imeli mašo v stolni cerkvi v Deggendorfu za vojaštvo, ne. No, on je stopil v stik, gdje smo en povorka na dan nedeli, zastava spred
in se je pelo če partizanska pesmi, ne, ja, ali pa mi smo vojaki, korenjaki in tako to je šlo še in še ljudi Slovencem. In Rihemberčani, dosti jih je bilo iz Svetega križa pri Trstu, pivcev, grozovito lepih in tako petje je bilo. In to je šlo vse v cerkev, na kor, in je bil tam Svetega križa en organist in se pele Amerikancem pri maši, to je bilo tako lepo, da parkrat se je šlo če 5-krat, 6-krat verjetno, da nazadnje Amerikanci niso več pustili iz cerkva ven, tako je prijalo in so to snemali, že takrat oni so imeli pripravo in to slikali in tako ne. Da je bilo, torej, ta stvari so nepozabna, no, ja. In niso mogli vedeti, da kdo smo, se pravi, Jugoslovani, pa mi smo to, naši so tolmači, da ja, ampak da smo Slovenci, ne, to je nerazumljivo, ne, kako je to v tej sestavi teh malih narodov, ja. No in tako je bilo to in potem tudi tam so se nekatera naša punca že ženila, tam je bilo cel svet noter v lagerju, tudi vse mešano, potem so selekcionirali, ne, Rusa proč, Unače, Srbače, Hrvatače in tako ne. Tam je začelo že po teh sektah takoj politika je bila že ne in to, ja. In no, to so potem razrešili vse in so potem vabili naši ljudi, da ne pridejo, to so bila grozovita kasarna, vojaška. V enih kasarnah starih smo bili mi, za domov, v drugih kasarnah so bili pa Amerikani tam, ne. Tam so bili svoj štab in to, Amerikancov groznih, ne. No in tam so kuhali in potem so vabili naše ljudi, da ne pride če pomagati, da bi plačali, ne. In so hodili tja, ne, pomagati in to. In so nosili potem sem k nam domov, ne, pečena piščanca, takrat so bili piščanci, ne moram reči, dobri ljubi, ne. In je bila taka parola, je prišla ven, da v Ameriki, da imajo taka štala, da imajo tudi po 100 piščancov, ne. Zdaj te pri nas jih je po 100 tavžen, pa ni še neč, ne. Tako kako je to bilo, ne, ja. Kdo je poznal taka pekači, sam piščanc, eden zraven druga, ne, tako je bilo. Ja. Čokolada je bilo, da nagovorim, ne. In tako. No, rekli ste, da ste se dobili, so vas nekako dali skupaj po narodnostnih oziroma po območjih, odkjer ste prihajali. Kako so bili pa obveščeni o razmerah doma? So prihajali novice, vam niso prihajali? Ja, obveščeni mi smo bili, torej, kar se tiče Rihemberka, vem, da smo bili vsi obveščeni, je pa že bilo tudi tako, da eni, na primer tudi moja stara mati, je bila že aprila 44. leta, so z dvemi vnukinjo in vnukom, je bila že doma. Je bila babica, je znala perfekt nemško, je imela prijatelja Nemca v Italiji, v Horicih, je tudi se bavil s tem, s porodami, ne, ja. Je mu je pisala dol, je naredil prošnjo in je šla domov. In potem tudi ona sem tudi pošto njeno še je pisala gor, kako je in kako in to, da je vse požgano, pač, da tega so ustrelili, unga so ustrelili in tako. Še pred prihodom zaveznikov je tudi vaša mama napisala eno čudovito pesmico. Ja. Da bi lahko slišali. Očito je. To je bilo, če se ne motim, na božični večer. Ja, to je bilo na božični večer, 44 leta. Domovi so temni požgani, pastirci so proč odpeljani, zvonovom ni dano zvoniti, da bi vabili narod moliti. Polnočni zvonovi molčijo, daljavi topovi grmijo, noč sveta škropljena s krvjo, zavita v sovraštva temo. Vsa srca človeška drhtijo, le zvezde na nebu žarijo, naš duh pa hitile domov, kdaj rešen bo težkih okov. Prijazna vasica v dolini, vsi v tebi naši so spomini, srce se mi v prsih topi, domov si želi. To je pisano na Svet večer, 44 leta. No, se pravi, želja po vrnitvi domov se ne vsem, vendar številnim se je nekako začela izpolnjevati.
Kakšna razlika je bila med tem potovanjem v Nemčijo in pa nazaj domov? Ja, razlika je bila v tem, da pač, lih tako so bili živalski vagoni, vse nekaj pač, tako je bilo, so nas selekcionirali, kar je šlo za na jug, in na primer bilo toliko vagonov za Slovenca, toliko za Hrvata, toliko za Srba in tako, ne, ampak so bili transporti, so bila pa 3 lokomotiva, se spomnim jaz, to so vlekli dol, skozi Nemčijo, na Avstrijo, Salzburg in dol okoli, ne. In tako mi je ostalo v spomini, da ko smo šli okoli mimo mest, ne, so bili po konci samo tovarniški dimniki. Dol je vse sklesteno, vse zbombardirano, ja. In tako, no, vzdušje je bilo lepo, ne, veseli vsi. In tako so vagonirali v Deggendorfu, ta prvo, pol Plattlingu, tam se združili še ta kompoziciji skupaj. No in od tam potem je ta zadeva začela teči dol proti Avstriji, počasi proti domu. No, tu sem si prej zabeležil, petje v Deggendorfu. Ja, petje samo omenil, ja, to petje je bilo tam, ja, ki smo hodili pet, v cerkev, in to moram povedati, ja, tam v Richenbergu, še dan vsi poznajo, je že pokojna, to je bila Franska Šemodova, so peli tisto, ko bi jaz zvonček bil, ne, glasno bi zvonil, čas Božji materi, srčno bi molil, pa ona je pela solo, ne, Ave Marija, ja, in to Amerikanci, kako bi rekel, dol v Ameriki se ne poje tako, ne dvoglasno, ne štiriglasno, še manj 6 tako pol, ja, da kako, odkot to, ne, torej kot bi rekel, Ausländer, ne, to vse bi bil folk za neč, ne, in tako, ja, in to vem, da pol so drugič, tretjič, ki smo šli če, so nas pelali če v njihovo kasarno, zad noter in se pripravili tam za jesti in za pit, ni bilo vina, ne, pa so imeli taka piksna, se rekli, mi nismo še vedeli, da je piva tudi v škatlah, ne, ja, taka tudi brez alkohola in tam so počastili vseh to je bilo lepo, no, to, ja, in to tam ti župnik, tam Nemci, ki so bili se prišli če, in spraševali, odkot smo in kaj smo in tako, neki drugi narodi nimajo tega petja, ne. Hrvati bi še peli, ne, ma nimajo pa takih tako lepih pesmi, ko imamo mi, ne, tudi malo drači prepevajo v cerkvi, ne, ja. In tako na drači pa, ko smo šli potem peš skozi mesto, partizanska, kar smo jih znali, na Brusimo kose, to se dobro spomnim, ja, in zastava spred, in to je bilo nepozabno. No, in ko ste prišli preko takratne jugoslovanske meje, ste dobili tudi dodatne napise na vagonu. Smo šli na Podrožco dol, ne, smo prišli na Jesenicah ven, ne, in vsi vlaki so se ustavili, vsi tevi transporti, ali v Kranju, ali v Gozdu Martuljk. V Gozd Martuljk potem so vozili še vojaki, ta ljudi, tam se je, vsi mi, tam v Kranju smo šli gor v mesto, vsa tista cohta in to se je vleklo seboj gor in tam so nas namestili, da so bila neka kasarna, taka stara, taka hiša in to in so nas spravili noter in tam so nas razkužbali, no, ja, in popisovali. Tako da je to točno je popisano vse v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Točni podatki, vse, to je bilo pa res urejeno. In gor smo bili na 3 dni, potem pa spet na postaju in potem skozi Ljubljano do Postojne. Potem so šli naprej do Trsta, pa ko je bilo, da so vedeli, da je bilo že organizirano, da bi šli dol ljudje, so na postaju ustavili, pa ljudje so šli dol, ne pa, torej vlak je šel do Trsta, no.
sonce sije premočno na to dolgo, dolgo pot. Domov smo že rekli, ste prišli v razrušeno domovo, nič od niča, bilo. In vsak se pomagal, kot je vedno znava rekel. Ja, lik tako je bilo. No. Torej, tako je bilo, no, sreča je bila velika, da so bili Amerikani pri nas, to je treba povedati, jasno in glasno in pošteno, da so na vse tam, ki smo bili v Nemčiji, so dali na vsako osebo po 2 kovtra, nova, vojaška. Še danes jih imajo po Riefenbergu marsikdo. In od Rdečega križa so dali tudi precej, oblek so zmeraj vozili s kamionami in tudi čevlje za šolo za otroka. Za 46, 45 ni bilo še pouka, ker je bila šola požarna. Pa so za Sirijo popravili šolo, tako da smo že 46, pa ne samo v šoli, pa še v enih drugih prostorih, tam smo bili. In so dali pa še pomoč, tudi na vsako osebo so dali toliko denarja na teden. Pa tebe tata moj in tebe so hodili v Gorico, neka potrdila so jim naredili, da so bili doma, se jim je potrdila, da smo bili v Nemčiji, so neki denar dobili, tako da se je to, kako bi rekel, nekako, da je bilo nekako znosno. No, ja. Potem je bila pa tudi pomoč od Undra, ne, je prišlo, veste, takrat smo jeli hrozovita tisti sir v konzervah, rumen, mleko v prahu, jajco v prahu, ja. Po Salomoni so bile riba, slana, slaniki, po 2 hektar, 200 litrov v lesenih sodah. Je bilo slano to, ne, da so bila pa zaščitena. Ne. Dan danes so drugačni časi.
spomini pa ostajajo in tudi poznanstva ostajajo. Se pravi, vi še vedno vzdržujete stike z Nemčijo, če rečemo tako. Ja. Tako še lani sem v gor, ko pravim, sem šel gor v ta naš gor na Finzing, v to vasico. In takrat k nam so hodili je v Molko, Jože Jožino, pa so bili od Bezjakavi, pa so bili Majorjevi, se je reklo. Pa ne vsi skrati tako, na dan nedeli pa so nam pisali poprej, če bi prišli, pa imamo odgovorili, pa so prišli gor, tako da smo se dobivali, ko sem rekel, neki Istrijani in tako, no. Eni posamezni so bili tudi z Richenberga, mislim, so bili, ko rečemo, strejci in tako. In tako je šlo, no ja. Zdaj držim pa krepko stika z eno, prav res moram reči, ne samo lepo po srcu, po duši in po telesu, je lepa tudi z dejanji, ne. Ena zgodovinarka, mlada Renata, je gor, ki dela prav na tem našem slučaju, je delala in dela še. Je imela tudi diplomsko nalogo v tej zadevi in ona je to nekaj je rešila in rešuje še naprej, kako in kaj, zakaj je do tega prišlo, kdaj, kdo je bil prizadet, zakaj in koliko nas in od kdaj do kdaj, kot smo bili po Nemčiji, vse to. Tako da je treba res si odkriti, resno pomaga in tako da. Pač je zapisano nekaj tudi v knjigi, ki je tudi ona sodelovala pri njej pri 700. obletnici omemba Neumarkta, je tudi zapisano lepo noter, zabeleženo, tako da vendar je nekaj naredenega na tem področju, ki poprej ni noben delal to. Smo pa lani, ki smo bili gor s Komenci, nažalost moram povedati tudi to, da z Richenberga ni bilo nobenega, ko samo jaz in sem pel še na prijatelja gor, tudi ta se piše po ulica Milivoje iz vasi. Smo bili gor, so odkrili en relief, približno 10 metrov za 10 lito železen, so odkrili, kot je bil lahar takrat. In sliko smo dobili iz enega vojaškega arhiva amerikanskega iz San Francisca. In to smo potem ovekovečili, naredili in potom tale Renata, razumete, je občina prispevala vse gor, kar je bilo to zadelati in to, ker zdaj, kamor je bil lahar, je že mesto v okoli takrat mesto, ki smo bili mi gor, je štelo 7.000 ljudi, 5-6-7.000, zdaj jih je 40.000, ne. Tako da zdaj lahar je ostal v mestu, zdaj je pa tam ostala še samo ena baraka in to zdraven park so pustili in noter v tem parku je ta relief. In vam povem, da je bilo prečudovito, tisti dan, godba napihala s Komna, orkester pihalni, ja, slavni zdaj komenski, in tako da so nas prav res počastili, neverjetno, da so naučili 8. in 9. razred otroka eno pesem kot pozdrav nam internirancem, posebno za Komen, še več kot za Richenberg in za Komen in za Richenberg, ampak še več za Komen, ker so Komenci se imeli več kontaktov kot mi. No. In so nam deklamirali tam in nas lepo pozdravili, tako da je bilo res tako prijetno vzdušje je bilo, tako da vendar, no, tudi ta, ki ima to črest, se piše graf, je bil nekdaj župan tega mesteca, tako da je zelo, zelo naklonjen tem zadevam, tako da so nas tudi tako pogostili potem, da človek si ne more misliti, no. Je bilo res iskreno, pošteno in lepo, no, obojestransko. Tako. Torej lahko rečemo, da spomini na to bojo še ostali, zgodovina se bo še pisala. Ja, še se bo pisala, to je šele začetek, kaj čez te 50 let. Zagotovo tudi vaš prispevek raziskovanja tega primera bo tudi nekako zabeležen in pa prispeval v ta trajen spomin. Ja, dosti je še ne odkrita, dosti, zmeraj še kaj dobim jaz ven, tudi po svetu, tudi po arhivah, ma tudi dosti pri nas, na primer, imajo ljudje še pošto, ki so si dopisovali, so si dopisovali, ja, v Nemčiji, pa domov so pisali, pa v Italijo, kakorkoli, kar se je pač upalo in dalo, ne, ja. Pa imajo predmeta, pa tudi spomina tako lepa in to, razumete, vse tega je, posebno za današnje otroke, šolsko, vse tega je premalo, vendar enkrat na leto bi lahko tudi
v šoli organizirali tam tako srečanje z nami, dokler smo še živi, stari, zdaj ta starejši, bi jim nekaj povedali in dopovedovali, kako je pač bilo, kako smo mi to doživljali kot otroci, kot so danes oni, ne, ja. In tako, ampak vidim, da še za zdaj ni bilo kaj takega, no. Tako da na tem področju bi bilo res nujno nekaj za narediti, tako da pač bi ostalo tudi ne samo zapisano, ampak vsaki dokument, ustno izročilo, po mojem, je več vredno kot vsaka pismena zadeva, ne. Kar človek zna povedati, kako je bilo. Tako, no. No, rekli smo, da vas je glasba spremljala takšna in drugačna med potovanjem, med bivanjem, med povratkom in tudi med današnjo oddajo nas spremlja glasba našega mojstra Miloša. Veš, o Marija, moje veselje, veš moje želje, ljubil bi te. Zmeraj pri tebi hotel bi ostati, ljubljena mati, spomni se me. Zmeraj pri tebi hotel bi ostati, ljubljena mati, spomni se me. Kaj pa ti hočeš, moja kraljica, sladka devica, da ti podam? Drugega nimam, srce mi vzemi, zna da mi vzemi, tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi vzemi, zna da mi vzemi, tebi ga dam. Ta pesem naj zveni v zahvalo in v čast in v lep spomin na gospoda Viktorja Kosa. Hvala lepa. Ja. Gospod Polica, najlepša hvala za vaše razkritje, če tako rečem, za pripravljenost na odprete vaše bogate spomine in hvala lepa in verjetno boste imeli še kaj zapovedati v tej smeri. Lepo, hvala lepa, ki ste prišli. To so časi, da ne smemo gledati samo kdo bo in kako bo koga najbolj sovražil. Pač časi so bili taki, svet je ponoril, ne, razumete, ja. In zdaj, kdo je koga in kako ga je in to, pač bilo treba nekako to uskladiti, tako da si moramo enkrat zares podati roko in prost en drugega odpuščanja. Potem bi svet lahko lepši zaživel, kot tudi danes živi. No, tako.